Rebeka Rudolf je bila rojena 1969 v Slovenj Gradcu. Po uspešno zaključeni diplomi na univerzitetnem študiju Fakultete za strojništvo je nadaljevala z magistrskim in doktorskim študijem v okviru programa Mladi raziskovalci, ki ga je zaključila z zagovorom doktorske disertacije Notranja oksidacija diskontinuirnih kompozitov iz sistema CUC, za katero je dobila znanstveno nagrado Pomurja 2002 za najboljše doktorsko delo. Od leta 1993 je zaposlena na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo Inštitutu za tehnologijo materialov. V letu 2002 so ji dodelili naziv višja raziskovalka, leto zatem pa asistent z doktoratom. Leta 2006 se je dopolnilno zaposlila v Zlatarni Celje. Leta 2012 so ji na Univerzi v Mariboru podelili naziv višjega znanstvenega sodelavca ter naziv docentke. V letu 2017 je bila izvoljena v znanstveno svetnico in v izredno profesorico na Univerzi v Mariboru. Od zadnjega decembra 2023 pa je zaposlena na Znanstvenem in inovacijskem središču Pomurje. Pomurska akademkinja doktorica Rebeka Rudolf je že fejst dolgo v Pomurski akademiji in tudi fejst aktivna. Vsako leto pride na konferenco z zanimivimi predavanji, povezanimi z njeno primarno raziskovalno dejavnostjo. Od nje smo se tudi naučili, kakšni so implantanti, po domače povedano umetni zobje. In ona je tudi organizacijsko res vrhunska. Bila je tudi glavna tajnica Pomurske akademije, pred časom to dolga leta. In včasih se je videlo, da ne samo, da je vrhunska raziskovalka, ampak je tudi odlična organizatorka. In glede za voljo tega je ne naključje, ker je dnešno njeno predavanje nastajalo, gračuvalo na večjih inštitucijah. In kar je za nas, Pomurce, gvišno najbolj važno, tudi na našem znanstveno-inovativnem inštitutu ZIS Pomurje. To je eden od javnih raziskovalnih inštitutov, nekaj jih dosta v Sloveniji, večina v Ljubljani, eden v Kopri, eden v Novem mestu in eden v Murski Soboti. In kaj je ta raziskava, ker je med drugim tudi tu nastajala na dnešnej konferenci, ima veliko simbolno vrednost, veliki simbolni pomen in to potrjuje, ker se tudi v Pomurji ne samo recimo z Ljubljane, Maribora odzvinaj, tudi tu pri nas da raziskovalno delati. Da raziskovalno delati na področju, ker je fejst važno za naše Pomurje, za to, kje smo mi doma, torej za nas. In za voljo toga sem res fejst veseli, kada je nam pomurska akademkinja doktorica Rebeka Rudolf, ker je to raziskavo delala v Küper z pomorskim akademikom, med drugim z pomorskim akademikom dr. Milanom Svecom in pomorskim akademikom dr. Stankom Kapunom, predstavila in nam tudi pokazala, ker so stvari v zemlji, nevarne mogoče, in tudi na kakšen način so do tega prišli, to odkrili. Fejst važno predavanje simbolnega pomena za Pomursko akademijo, za inštitut naš in ne nazadnje tudi za Pomurje kak takšo. Zato vas vabim, da si ga v Küper pogledamo. Območje Pomurja je znano po tem, da ima kmetijstvo zgodovinsko gledano pomembno vlogo že od rimskih časov. Onesnaženost tal in vnos onesnaževal v rastline je globalni problem, ki se močno razlikuje od regije do regije, pri čemer sta ključna dejavnika, ki vplivata na onesnaževala, prisotnost težkih kovin in mikroplastike v lokalnih tleh, mineraloška sestava spodnjih plasti in človekova dejavnost.
V prispevku bomo prikazali rezultate preliminarne študije onesnaženosti vzorcev tal z izbranih območij Pomurja, da bi ugotovili morebitno prisotnost težjih kovin in mikroplastike. Na koncu bodo predstavljeni tudi rezultati preiskav izbranih pridelkov: jabolko, bučno seme, koruza, krompir in pšenica. 3 dejstva. Monitoring vsebnosti težkih kovin v rodovitnih tleh se občasno izvaja po vsej Sloveniji, predvsem na območjih, ki so še posebej izpostavljena zaradi potencialnega vpliva industrijskega onesnaženja. Raziskave izvaja Kmetijski inštitut Slovenije s podizvajalci in projektnimi partnerji. Težke kovine so obstojna onesnaževala okolja, ki lahko onesnažijo kmetijska tla in negativno vplivajo na zdravje in produktivnost pridelka, pri čemer so nekateri elementi, kot denimo kadmij in drugi, še posebej stropeni v skoraj vseh koncentracijah. Monitoring težkih kovin v pridelkih in sadju ni vključen v državni program monitoringa. Večina razpoložljivih podatkov izvira iz različnih raziskovalnih študij izvedenih na določenih lokacijah, predvsem na območjih, ki so že znana po onesnaženosti tal s težkimi kovinami, kot so vrtovi v bližini večjih mest ali območji težke industrije. Naslov predavanja je študija vsebnosti onesnaževalcev. Zakaj onesnaževalcev? Namreč v zadnjem obdobju se poleg znanih onesnaževalcev, med katere spadajo težke kovine, uvršča tudi tako imenovano novo področje, ki je zelo atraktivno, mikronanoplastika. In seveda številne raziskave potekajo na tem področju, da bi ugotovili tudi vpliv sobivanja z mikro- oziroma nanoplastiko. Raziskava in pa seveda celotna projektna oziroma idejna zasnova tega dela se je razvila v znanstveno-inovacijskem središču Pomurje v Murski Soboti, ki je bilo ustanovljeno v letu 2022, še takrat pod, bom rekla, vodenjem državnega sekretarja pomurskega akademika dr. Mitja Slavinca in v sodelovanju z Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota, kakor tudi z Univerzo v Mariboru in pa z Zlatarno Celje. Na kratko, zakaj so ti onesnaževalci pravzaprav tako pomembni? Zato, ker tukaj v tej panonski zemlji, v tej panonski nižini, ravnini se pravzaprav pridela zelo velika količina hrane, ki jo konzumiramo Slovenci, nekaj pa tudi gre verjetno v tujino. In kvaliteta te hrane je pravzaprav zelo odvisna od tal, tam, kjer te kulture rastejo. Seveda, med tako imenovane kovinske onesnaževalce spadajo kadmij, krom, živo srebro, potem svinec, cink in so praktično kritični za človeško populacijo v kakršnihkoli koncentracijah. Kritične oziroma minimalne koncentracije se štejejo v nekaj ppm-ih. Na drugi strani pa danes, poleg znanih pesticidov in vsega tega, kar se uporablja v kmetijstvu, vstopajo na površje tudi tako imenovani novi onesnaževalci, to je mikro- in pa nanoplastika. O tem praktično še ne vemo. Pred kratkim so objavili v Natureu, da se mikroplastika celo nahaja na Himalaji, kar je bilo zelo presenetljivo in to je pravzaprav tudi spodbudilo nas, da tukaj v znanstveno-inovacijskem središču Pomurja izvedemo to raziskavo lokalno za lokalce. Problemi pri tovrstnih raziskavah so seveda metode analize, karakterizacija, kako določiti tako
malo količino z raziskovalno opremo, ki je praktično nedostopna. No, v nadaljevanju bom pokazala, kako smo se pravzaprav lotili tega problema, kako smo inovativno pristopili k temu. Moram pa povedati, da pravzaprav predstavljam rezultate že znanstvene objavljene študije v časopisu Sustainability v Švici, kjer pravzaprav smo vse te izsledke tudi že objavili in pravzaprav v recenzijah ni bilo takšnih komentarjev, ki bi oporekali tem našim inovativnim pristopom. Takole, zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, da bi ta monitoring spremljanja kvalitete zemlje in pa kasneje tudi kultur lahko dolgoročno prenesli v slovensko prakso. Znano je namreč, da v Sloveniji nimamo urejenega monitoringa spremljanja kvalitete zemlje, še manj pa kultur, med katere spadajo sadje, zelenjava in pa klasične kulture, kot recimo ječmen, žito, koruza in drugo. Zaradi tega smo se poskušali in še poskušamo vplivati na zakonodajalce, da pravzaprav potrošniki tisto, kar dobijo na trgovinske police, pravzaprav vedo, da je to kvalitetno in da ne vsebuje hrana navedene onesnaževalce. Zdaj, koncentracije, kot vidite, težkih kovin, kadmin, ppm, to je 1 per milijon delec v neki masi je pravzaprav upoštevan kot ta kadmijev element. To so zelo nizke koncentracije, tako pri svincu, pri arzenu, pri živem srebru in celo pri kromu. In če to presežemo z kakršnim koli vplivom, z industrijsko predelavo oziroma z drugim onesnaževanjem, je to zelo škodljivo, ker te kovine se ne raztapljajo, prehajajo direktno v podtalnico in preko podtalnice posredno ponovno na naše, bom rekla, konzumiranje. Na mizo prihajajo pravzaprav posredno v naša življenja, v naše telo. Analizne metode, ki pravzaprav danes omogočajo karakterizacijo tovrstnih onesnaževal, so spektroskopske. V zadnjem času pa se pojavljajo še tudi druge, ker namreč priprava tovrstnih vzorcev za analize vsebuje in vključuje uporabo različnih kislin, različnih drugih jedkal, kar posredno spreminja kemijsko sestavo zemlje kot vzorec in pa seveda vpliva tudi na rezultate. Da predstavim, kje so bila tista tarčna območja in zakaj so bila izbrana. Izbrali smo Gornjo Radgono in sicer zaradi tega v področju reke Mure, da vidimo, kako naplavine reke Mure vplivajo na kvaliteto zemlje. Potem na drugi strani Mure, Zbigovci in pa Stara cesta, so bili vzorci izbrani zaradi tega, ker je tam vinska pokrajina. Ljudje pijejo vino in pravzaprav tudi posredno konzumirajo tisto, kar vinska trta v sebe potegne. Na drugi strani Mure, torej govorimo na levi, torej Murska Sobota kot industrializirana cona in pa seveda potem, bom rekla, kmetijska področja, Selo, Mlajtinci in pa Rakičan. Na privatnih njivah vzorčenje je bilo zelo pedantno z sondo in sicer 20 cm z premerom 3 cm v zemljo. Pravzaprav je bila postopek vzorčenja in pa zbira vseh vzorcev izvedena skladno z standardom in pa, bom rekla, prakso, ki velja za to vrstno kmetijsko analizo takšnih vzorcev. Zdaj, tukaj imam prve rezultate, ki kažejo prisotnost praktično, bom rekla, kar nekaj kovin na območju
Pomurja, in sicer od natrija, magnezija, aluminija, silicija, fosforja, kalija, kalcija, titana, mangana in železa. Pri tem izstopa v zbigovcih delež kroma, nepojasneno, delež cirkonija, oprostite, napačno. Cirkonij lahko prehaja oziroma izvira ali iz magmatskih kamenin ali pa iz kakršnega koli drugega onesnaževanja, če bi bila v bližini keramična industrija. Za analizo mikroplastike smo izbrali inovativni postopek priprave vzorcev. In sicer zemljo smo najprej presejali, ko smo dobili pravzaprav finodorobno zemljo, smo jo potem dekantirali z raztopino natrijevega klorida, tako da so mikroplastični delci ali plavali ali se potopili. Ta postopek smo ponovili nekajkrat, tako da smo na koncu dobili ostanke suhih delcev brez zemlje. No, delci so bili različni. Eden izmed takih delcev, pravzaprav ga vidite kot črna pikica, predstavlja ostanek tekstila ali tako imenovanega bombaža in je bil najden v zemlji v okolici Gornje Radgone, kjer poplavlja Mura. Sklepamo lahko, da je bil ta onesnaževalec pravzaprav dostavljen z Muro iz Avstrije. V okolici Murske Sobote smo našli vinil klorid. Vinil klorida je praktično v okolici, kolikor hočete, ali z plastičnimi vrečkami in tako dalje. Tukaj je spekter pravzaprav pokazal, da je malenkost ta vinil klorid degradiran. To pomeni, da pravzaprav tukaj nastajajo onesnaževala že iz preteklosti. Torej, vinil klorid se je začel vsled sonca degradirati. Tudi, bom rekla, analiza ponovno v področju Murske Sobote, ki je pravzaprav zelo industrializirano območje, je pokazala, da imamo tukaj tudi polietilen visoke gostote, to je HDPE. Tisti, ki se ukvarjate s polimeri, veste, kje se to uporablja. To so pravzaprav stekleničke za pitje pijač, ljudje odvržejo pokrovčki in v glavnem, ko prihaja dež, je mogoče kisel, raztaplja in ta plastika se raztaplja in prehaja v zemljo. V področju zbigovci, kjer pravzaprav je bila ugotovljena povečana vsebnost cirkonija, je bil ugotovljen velik delež polietilena. Polietilen je tudi klasičen polimerni material, ki pravzaprav se uporablja za različne namene, tudi za plastificiranje papirja. Najden je bil tudi poliester uteran. Strokovnjaki pravijo, da je ta poliester uteran pravzaprav material, ki vstopa v avtomobilsko industrijo, se uporablja za izolacijo, tako da področje sela, ki je popolnoma kmetijsko opredeljeno, da vključuje takšne mikroplastične delce, nakazuje, da ljudje pravzaprav vgrajujejo v zemljo marsikaj. Našli smo še pravzaprav tudi celulozo, ostanek tekstila,
Pravzaprav končen sklep. Analiza je pokazala, da je področje Murske Sobote zelo industrializirano, da imamo v ostalih področjih praktično enako kemijsko sestavo kot v drugih delih Slovenije. V sadju pa smo koristili postopek liofilizacije, hitrega sušenja, analizirali na vse elemente, tukaj pa še nimamo tehnologije za ugotavljanje vstopa mikroplastike oziroma prisotnosti v samih kulturah. Analiza je bila ugodna, sadje in hrana, ki jo trenutno uživamo, je dokaj kvalitetna. Vse postopke bomo nadaljevali in poskušali ugotoviti vse anomalije, ki so išle iz analize prsti. Vsekakor pa se bomo potrudili v naslednjem letu, da naredimo še analizo mikro-nanoplastike na kulturah in da sklenemo, katero področje je kritično v Pomurju, Murska Sobota, mogoče potem tudi Gornja Radgona glede teh naplavin, ostala področja pa so še zaenkrat relativno varna. Hvala lepa. Ste vedeli? Zaradi strateškega pomena Pomurja ter trenutnih industrijskih dejavnosti je pomembno vzpostaviti bazo znanja o morebitnem onesnaženju tal in njegovem vplivu na kmetijske pridelke. Rezultate elementarne sestave tal iz Pomurja lahko na splošno razvrstimo v dve različni kategoriji. Tla iz gozdov, ki so bogatejša z magnezijem in kalcijem, ter tla, kjer poteka intenzivna kmetijska pridelava z višjimi koncentracijami fosforja in kalija, kar je značilno za umetno pognojena tla. Pomurje ima prst nekoliko bogatejšo železom, glede na slovensko povprečje. Trenutne raziskave kažejo, da je Pomurje praktično nekontaminirano z mikroplastiko.